Zdaj pa k resnim stvarem. Psihologi svarijo pred pujso Pepo. Pred risano pujso, ki naj bi se nespoštljivo obnašala. Njeni starši pa naj bi takšno vedenje dovolili. Ne vem, meni se zdi, da se za eno prasičko kar vred obnaša, no? Ne vem. Medtem, ko ste vi med prazniki jedli jajca, pa šunko, pa hren, so naši neplačani pripravniki in pripravnice kadili travo in pogledali vse dele pujse Pepe. V vseh epizodah so našli samo en problematičen prizor. Roll up, test your strength on the old hammer and bell. What do we have to do? You hit this button with this hammer. If the bell rings, Allahu Akbar! Ker naši pripravniki in pripravnice nimajo pojma, imajo pa problem z drogami, se bomo za nasvet obrnili na strokovnjaka za nevarne risanke in diplomiranega Slovenca Janeza Ivana Novaka. Okay. Gospod Novak, pozdravljeni! Hvaljen Jezus, hvaljen Jezus. Zdaj pa k resnim stvarem. Tuji strokovnjaki opozarjajo, da je pujsa Pepa problematična junakinja. Ja, res je, pa še Slovenka ni. No, vse ime Pepa bi še lahko šlo čez, ne? Lahko bi, ampak je narobe. Poglejte, koliko lepih imen imamo. Marija, Eva, Urška. Od vseh imen, ki jih lahko ima risana junakinja za otroke, je pa njej ime ravno Pepa, kot ženi enega naših največjih in glavnih komunajzerjev. Komunajzerjev? O komu vi to? Ja, v Pepci kar del, ne? Jaz bi raje šel Pepci pujs. Zakaj menite, da je tako problematično? Me veseli, da ste me vprašali, gospod Godler. Že od Georgea Orwella vemo, kaj v resnici prašiči simbolizirajo. Vsi smo brali Živalsko farmo, v kateri so pujsi Napoleon, Debelinko, Minimus, Stari major in Cvilko. Vsi pa vemo, da so to v resnici Stalin, Trotski, Gorki, Marks in Molotov. Žal je danes še hujš, saj so prašiči v pujsi Pepi simbol dekadentne, neoliberalne zalege, ki kvari našo mladino s svojimi pohujšljivimi vrednotami, kot so samosvojost, oholost vizavi družbenim normam in popolna ignoranca krščanskih vrednot. Dobro, ampak pujsa Pepa je na primer tudi samozavestna. Ja, sej Borut Pahor tudi, pa kaj nam to pomaga? Čist nič. Pujsa Pepa pooseblja vse, kar je zavoženega pri današnji mladini. Pa dobro, o čem vi to? Poglejte, gospodična pujsa Pepa se vede neprimerno, drugim vsiljuje svoje ideje, se ne prilagaja, je ohola in nepotrpežljiva, nespoštljiva in zaverovana vase. Ja pa kaj pol, jaz sem tudi daj tak. Tudi vas bi mogli prepovedati. Mislim, no, ne še takoj, pogodbo imamo do konca sezone, potem se bo pa verjetno tudi vam počasi spraznil fundus, ki vam ga sponzorira mali rdeči murgelski škrat, a ne? Gospod Novak, oj. Mislim, poglejte, vi ste, tako kot pujsa Pepa, dobesedno pri koritu. Gospod Novak, meni se zdi, da vi preveč gledate pujso Pepo. Ne, tukaj se pa motite. Zadnja prašiča, ki sem jo redno gledal, sta bila Pipi in Melkijat. Pa še njima se je izkazalo, da vsakič, ko je Melkijat rekel, pridi z mano, ti bom pokazal nekaj, je v resnici mislil, pridi z mano, pokazal ti bom čare samoupravnega socializma. Povezava med prašiči in levico se vleče tudi v današnjo slovensko politiko. Ne pozabimo, da je Dejan Židan, predsednik Socialnih demokratov, strokovnjak za zdravje in razmnoževanje prašičev. Naključje? Ne bi rekel. Prej mulgarska zarota, ki se vleče že četrt stoletja na 50 let podlage. Gospod Novak, kot vsak teden sva zašla. Ja, to se bo treba pa kar navaditi počasa, ne? Hvala lepa in lahko noč. Bog z vami. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!